Večina ljudi misli, da je zemlja, po kateri hodimo, trdna, vendar to v resnici ni res. Ker obstajajo kraji na svetu, ki se počasi rušijo in razpadajo prav zaradi moči narave. Obstajajo tudi gore, kjer se zemlja že razdvaja. Obstajajo tudi puščave, ki se nenadoma odprejo in pogoltnejo celotne skupnosti. Obstaja tudi led na vrhu sveta, ki razpoka, ko se premika in lahko vsak trenutek pade. Pod našimi nogami tiho, a močno deluje sila, ki povzročajo razpoke dolge kot mesta in globoke kot soteske. Toda kje so ti kraji? V tem videu bomo govorili o 15 krajih na svetu, ki jih počasi požira zemlja. Preden začnemo, pa prosim, všečkajte video. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Hvala lepa in začnimo. Številka 15. The Pitot. Neprestani ogenj v puščavi Turkmenistana. Predstavljaj si, da stojiš na robu ogromne jame, ki gori in seva neskončno toploto. Zaradi svoje silovitosti so ga ljudje poimenovali jama pekla in to ni izmišljotina. To je resničen kraj sredi puščave Karakum v državi Turkmenistan. Njegovo ime je Darvaza, plinski krater. Vse se je začelo leta 1971, ko so sovjetski znanstveniki vrtali, da bi našli zemeljski plin. Niso pa pričakovali, da se bo zemlja nenadoma udrla pod njihovim strojem in da se bo pojavila jama s premerom skoraj 70 metrov. Ker so se bali, da bi se strupeni plin lahko razširil, so se odločili, da ga zažgajo, saj so mislili, da bo gorel le nekaj tednov. A tu je presenečenje. Do danes, več kot 50 let kasneje, ogenj še vedno gori. Ogenj, ki nikoli ne ugasne. Gori po dnevi in po noči, svetlobo pa vidiš tudi od daleč. Tako vroče je, da začutiš žar, še preden se sploh približaš. Zato ni čudno, da so domačini to poimenovali vrata v pekel. A to ni le izjemen prizor. Znanstveniki to uporabljajo tudi za preučevanje vpliva požarov na nahajališča zemeljskega plina. Strokovnjaki iz različnih držav se približujejo njegovemu kraterju v toplotno odpornih oblekah s posebnimi napravami za merjenje sestave tal in plina. Kraj je postal še bolj zanimiv, ko so odkrili, da lahko nekateri mikrobi preživijo v okolici kraterja. Da, tudi če je tako vroče in nevarno. Zaradi tega je postal navdih za raziskave v astrobiologiji, oziroma o tem, kako bi lahko organizmi preživeli v ekstremnih pogojih, kot so na drugih planetih. Dovolj je en sam pogled na žareča kraterja obeh, pa tega prizora ne boš nikoli pozabil v življenju. To je opomnik, da ima svet, po katerem hodimo, skrivnosti, ki jih še danes ne razumemo popolnoma. Številka 14. Razpoka v tleh, velikanska razpoka v puščavi. Sredi suhe in tihe puščave v osrednjem Oregonu je razpoka v zemlji, kot da bi velikanska roka raztrgala svet. Imenuje se razpoka v tleh in že samo ime pove, da to ni navadna razpoka. Dolga je skoraj 3 km in globoka do 21 metrov. Ta razpoka je nastala pred več kot 12.000 leti. Nastala je zaradi nekdanje vulkanske dejavnosti na tem območju. Nekakšna napetost pod zemljo je povzročila dvig pritiska, dokler ni površje počilo in nastala je razpoka. A to je zanimivo. Za razliko od drugih grebenov ali kanjonov, ki jih postopoma uničujejo dež, veter ali erozija, so robovi te razpoke ostali ostri in nedotaknjeni. Zaradi suhe klime na tem območju je naravna oblika razpoke ostala skoraj nespremenjena. Ko vstopiš noter, res začutiš velikost in globino razpoke, ki jo je ustvarila narava. Prehodi so ozki, zato moraš biti previden, a izkušnja je res edinstvena, kot da se spuščaš v samo drobovje sveta. Če si ljubitelj narave, rad obiskuješ nenavadne kraje ali pa si želiš avanture, ki je daleč od običajnega, je razpoka v tleh prava izbira zate. To je opomnik, da se zemlja pod našimi nogami nenehno premika in nas včasih presenetijo razpoke, ki jih nismo pričakovali. Številka 13. Razpoka Raudfeldsgja. V državi, znani kot dežela ognja in ledu, Islandiji, je v gori razpoka, ki je videti kot prehod v drug svet. Krajevni prebivalci jo imenujejo Raudfelsja ali greben rdečega plašča. Nahaja se na pobočju polotoka Snæfellsnes. In vsak korak bliže temu kraju je kot hoja v vikinško legendo.
To ni le navadna razpoka v zemlji, ampak je kot rana sveta, ki se je odprla prav na robu gore. Nastala je zaradi tektonskih premikov in izbruhov starih vulkanov, ki so tisoče let postopoma oblikovali Islandijo. A vendar, poleg geologije, kraj obdaja tudi legenda. Po pripovedovanju naj bi neki poglavar v to razpoko vrgel Rautfelderja, lika iz lokalnega epa, potem ko sta se sprla. Zato je vsak vstop obiskovalca kot pogled v zgodovinski prizor iz časa nordijskih bojevnikov. V razpoki je pot ozka in skorajda ne prodre sončna svetloba. Voda kaplja iz razpok zgoraj, medtem ko so stene prekrite z debelim mahom. Kot v naravni cerkvi je občutek tih, skrivnosten in svet. Bolj ko greš globje, težje je hoditi, treba je plezati čez skale. Obstajajo majhni potoki, ki jih je treba prečkati, a trud se izplača. Iz nekaterih kotov notranjosti razpoke lahko vidiš, kot da je kamen v okvirju razgled zunaj. Gore, oblaki in travniki. In po zimi je razpoka okrašena z ledom in snegom, kot prizor iz pravljice. Poleti pa se stopljeni led pretaka in ustvarja majhne slapove. Vsa ta sezona ima svoj videz. Zato ob vsakem povratku odkriješ novo zgodbo. Številka 12. Kamuamua Fisher. Življenje in uničenje narave na Havajih. V zelenih gozdovih velikega otoka na Havajih je kraj, kjer lahko hkrati vidiš življenje in smrt sveta. To je Kamuamua, kraj, kjer se je zemlja dobesedno odprla, zagorela in ustvarila novo podobo sveta. Leta 2011 je nenadoma prišlo do izbruha vzdolž vzhodne razpokne cone vulkana Kilauea. Lava je brizgala naokoli, zemlja se je odprla na različnih mestih in nekdanja gozdna pot je postala rdeča puščava ognja. Razpoke tukaj so dolge, segajo več kilometrov in vsaka vdih je dokaz nenehnih sprememb sveta. Kilauea, eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu, skoraj vsako leto bruha lavo in Kamuamua je eden najmočnejših dokazov za to. Ko stojiš na robu teh razpok, si predstavljaj, da si na najnovejšem delu Zemlje na celotnem planetu. Vsak centimeter zemlje pod tvojimi nogami je skoraj na novo ustvarjen, star je le nekaj let. Pa je tudi opomnik, da je narava, čeprav je lepa in mirna, sposobna tako uničevati, kot tudi ponovno ustvarjati. In v Kamuamui lahko vidiš dva obraza narave, krik eksplozije in tišino novega začetka. 11. Razpoke Tator Hills, skrivnostne razpoke kanadskih Badlands. Sredi prostranih ravnic Alberte v Kanadi je kraj, ki ga je narava prepredla z razpokami. To so Tator Hills. Ni tako znan kot vulkani ali kanjoni, vendar so razpoke, ki jih tukaj najdemo, dovolj, da nas osupnejo nad močjo narave. To ni ustvarila lava ali potres, temveč voda, veter in čas. V milijonih let so dež in veter postopoma oblikovali z glino bogato prst tega območja. Ko se zemlja suši, se skrči, ko ponovno postane mokra, se razširi. To se ponavlja, dokler ne poči. Zaradi tega so nastale razpoke, ki so včasih dovolj široke, da pogoltnejo celo drevo. Ko pride zima, se zaprejo, ko je vroče, se spet odprejo. Nimajo določene oblike, zato je hoja po Tator Hills kot hoja po živi uganki. Kot del kanadskih Badlands lahko tukaj vidimo tudi kamnite formacije hudu in plasti sedimentnih kamnin. Tukaj pogosto najdejo tudi fosile, ostanke živali iz starodavnih morij in rek, ki so nekoč prekrivale to območje. Za tiste, ki jih zanima geologija ali iskanje fosilov, se počutiš kot otrok v naravnem muzeju. Za obiskovalce so Tator Hills nenavadna pustolovščina, tiha, a polna skrivnosti. Vsaka razpoka tukaj je kot rana sveta in vsak korak je kot potovanje v preteklost planeta. Številka 10. Vzhodnoafriški prelom razdvaja afriško celino. Na prostranih ravnicah vzhodne Afrike se dogaja ogromna sprememba, ki se odvija počasi. In to se dogaja, medtem ko samo opazujemo. To ni le razpoka v zemlji, to je dobesedno razdelitev cele celine. To je vzhodnoafriški prelom, izjemno dolga razpoka v zemlji, ki se začne v Jordanski dolini na Bližnjem vzhodu in sega vse do Mozambika na koncu Afrike. Dolga je več kot 3000 milj in je eden najbolj aktivnih prelomnih sistemov na svetu. Ta prelom je nastal zaradi oddaljevanja dveh delov afriške tektonske plošče, somalijske plošče in nubijske plošče.
Zaradi dolgotrajnosti tega procesa se Zemlja postopoma odpira, kot da svet počasi odpira novo stran zgodovine. Po mnenju znanstvenikov se bo čez približno 10 milijonov let Afrika morda res razdelila in medtem se bo oblikovalo nov ocean. Toda to ne vpliva le na geografijo. Na vzhodnoafriškem razpoklinskem jarku prav tako vznikajo vulkani, teče lava in nastajajo pokrajine, kot so etiopsko višavje. Tukaj so našli tudi nekatere najpomembnejše fosile zgodnjih ljudi, zato to območje imenujejo tudi zibelka človeštva. Ko hodiš po tej zemlji, se zdi, kot da se vračaš k izvoru človeštva. Tukaj je narava dobesedno izklesala zgodovino in spremembe se dogajajo še danes. Številka 9. Kerak Bolten, kamen, ki visi v zraku Norveške. Sredi čudovitih fjordov Norveške je nenavaden kamen, ki je postal simbol poguma in lepote narave. To je Kerak Bolten, ogromen kamen, ki je ujet med dvema pečinama in visi skoraj kilometer nad tlemi. Predstavljajte si kamen, ki je videti, kot da je bil namenoma postavljen med dvema pečinama, a v resnici je nastal pred 10 tisoč leti. Ko so se ledeniki po zadnji ledeni dobi počasi umikali, se ta kamen, namesto da bi padel, zataknil v popolnem položaju. Kamen meri približno 5 kubičnih metrov in čeprav nima nobene opore spodaj, ostaja na mestu, kot da lebdi v zraku. Pot do sem ni lahka. Mora se povzpeti na strme gore, prečkati skalnata območja in včasih celo prečkati viseči most. A vendar je vsak korak vreden truda, saj ko se razgled odpre, vidiš celo Norveško pod svojimi nogami. In za pogumne lahko stopiš kar na sam kamen, a ena napačna poteza in sledi prepad. A za tiste, ki stopijo nanj, je to menda najbolj vznemirljiv občutek, kot da si med nebom in zemljo. Številka 8. Torsvel, ki ga požira morje v Oregonu. Vrnimo se v Oregon, kjer je v morju luknja, ki kot da vsrkava celoten ocean. Imenuje se Torsvel, znan tudi kot odtočna cev Pacifika. Oddaleč izgleda kot običajen val. Ko se približaš, vidiš, da je v skali kot neskončna luknja, kamor dere morska voda, brizga navzgor, nato pa jo nenadoma posrka navzdol, znova in znova, kot da se nikoli ne konča. Nahaja se blizu rta Cape Perpetua na obali Oregona. Po mnenju strokovnjakov je bila to nekoč morska jama, ki se je zrušila zaradi nenehnega udarjanja valov. Zdaj je to globoka luknja, globoka približno 20 čevljev in je zelo nevarna ob plimi ali med nevihto. Ko so valovi ravno pravšnji, se Torjev vodnjak premika v ritmu. Napolni se, brizgne, posrka in spet polovi. Kot besna kamnita kotla, ki diha skupaj z morjem. Poleg osupljivega prizora je to tudi opomnik na moč oceana. En napačen korak in val te lahko odnese. Toda za fotografe in ljubitelje narave je to eden najbolj epskih prizorov na celotni pacifiški obali. Številka 7. Mesto Palu, Indonezija. Mesto, ki ga je pogoltnila zemlja. Sredi Indonezije je mesto, ki je lepo na pogled. Toda pod zemljo se skriva nevarnost. To je mesto Palu. Nahaja se na otoku Sulawesi, sredi ozke in podolgovate doline, imenovane dolina Palu. Toda poleg svoje naravne lepote se to območje nahaja neposredno nad zelo aktivnim prelomom, Palo Koro prelomom, enim najnevarnejših razpok v celotni jugovzhodni Aziji. Ta prelomna črta je del zapletenega tektonskega sistema, zaradi katerega je Indonezija ena izmed držav, ki so najbolj izpostavljene potresom. Leta 2018 je mesto prizadel zelo močan potres z magnitudo 7,5, sledil mu je uničujoč cunami. A še bolj pretresljivo je, da so tukaj doživeli redek geološki pojav, imenovan utekočinjanje tal. To pomeni, da je zemlja nenadoma postala kot voda. Hiše, stavbe in vozila so dobesedno potonili. Kot da bi zemlja pogoltnila celo skupnost v nekaj minutah. Ceste so izginile, podoba krajev se je spremenila. Na tisoče ljudi je bilo prizadetih. Ampak kako se to zgodi? Ker otok Sulawesi kot da vlečejo in zvijajo majhne tektonske plošče, ki se tukaj stikajo. Prelom Palo Koro se imenuje prelom s horizontalnim zdrsom. To pomeni, da se zemlja na obeh straneh premika vodoravno. Ko se napetost dolgo časa kopiči in nenadoma sprosti, pride do močnega potresa.
Zdaj, ko gledaš okoli mesta Palu, na gore, doline in razpoke, se ti zdi, kot da opazuješ zgodovino, ki jo sama Zemlja še naprej piše. Opomin, da v nekaterih delih sveta sama Zemlja nikoli ni tiha. Številka 6. Motagua prelom Gvatemala, razpoka, ki deli Srednjo Ameriko. Iz Srednje Amerike se odpravimo naravnost v Gvatemalo, kjer lahko vidimo zelo dolgo razpoko v zemlji, ki dobesedno ločuje dve tektonski plošči. To je Motagua prelom, črta na zemlji, ki je ne vidimo samo, ampak jo občutimo ob vsakem potresu, ki se zgodi. Motagua prelom je dolg več kot 300 km in predstavlja mejo med severnoameriško in karibsko ploščo. Tako kot v mestu Palo je tudi ta prelom zmičnega tipa, vendar ima tukaj daljšo in bolj krvavo zgodovino. Leta 1976 je območje prizadel močan potres, ki je zahteval na tisoče življenj in pustil 100 000 brez doma. To je bila tragedija, ki je spremenila pogled celotne države na pripravljenost na potrese. Toda ta prelom ni prinašal le nevarnosti. Skozi milijone let je Motagua prelom postopoma spreminjala podobo Gvatemale. Zaradi trenja zemeljske skorje so nastale doline, griči, topli vrelci in bogata mineralna tla. Za tiste, ki živijo blizu preloma, je to življenje v ravnovesju. Prinaša blagoslav, a hkrati tudi nevarnost. Zemlja je bogata za kmetijstvo in rudarstvo, vendar je treba biti vedno pripravljen na potres. Tukaj v Motagi je moč narave jasno vidna. Tako kot vsak premik zemlje vpliva na človeška življenja. Kraj, kjer je razpoka sveta, del vsakdanjega življenja. Number 5. Reelfoot Lake 10. Jezero, ki ga je ustvaril potres. Na severozahodnem delu Tennesseeja je jezero, ki je na prvi pogled videti povsem običajno, vendar je njegov izvor zelo nenavaden. Ime mu je Reelfoot Lake in ni nastalo zaradi dežja, reke ali ledu, temveč zaradi ogromnega potresa. Vrnimo se v mrzlo noč med letoma 1811 in 1812. Sredi doline reke Mississippi je stresel eden najmočnejših potresov v ameriški zgodovini. Ocenjuje se, da je dosegel magnitudo 8,0 in so ga čutili vse do New Yorka in Bostona. Zaradi moči potresa se je spremenil tok rek. Mississippi je celo tekel nazaj. Nekateri deli zemlje so se dvignili, drugi so se pogreznili in tukaj se začne zgodba o jezeru Reelfoot. Nekdanji gozd je nenadoma poplavila reka, drevesa so se utopila, v trenutku je nastalo novo jezero. Še danes lahko vidiš štorove dreves, ki stojijo sredi vode. Dokazi nenadnega dogodka. Sprememba se je zgodila pred več kot 200 leti. Jezero meri skoraj 15 000 hektarjev, a je plitvo. Povprečna globina je okoli 5,5 čevljev. Kljub krutemu izvoru je danes to naravni raj. Tukaj živi na stotine vrst ptic, rib in drugih živali. Medtem ko plujete s čolnom ali hodite ob obali jezera, boste videli ciprese z visečim španskim mahom in plavajoče lokvanje. Tiho, lepo kot prizor iz filma, toda za to spokojnostjo se skriva temna zgodba. Tu je opomnik, da lahko narava tudi sredi kaosa ustvari nov začetek. Lepota, ki se je rodila iz tragedije. Številka 4. Valle de Molini, Italija. Dolina mlinov na južnem delu Italije, dolina, ki izgleda kot iz stare legende, Valle de Molini oziroma Dolina mlinov. A vendar to ni le lep prizor. Ob pogledu nanj je to tudi naravna razpoka v zemlji, polna zgodovine, ki jo je narava počasi prevzela nazaj. Pred več kot 35 000 leti so izbruhnili vulkani v okolici Campi Flegrei in Vezuva. Ena od posledic je globina te doline, tudi njen videz se s tem še ni končal. Majhen, a neprekinjen potok je počasi izdolbel in še poglobil ter polepšal to razpoko v zemlji. V začetku 20. stoletja je bilo to živahno industrijsko območje. Številni mlini za pšenico in druge naprave so delovali na naravni tok vode. Predstavljaj si, da si v ozki in globoki dolini, obdani s starimi zgradbami, ki delujejo zaradi moči potoka. Toda sčasoma so ljudje to zapustili. In tako kot drugod po svetu, se je narava počasi vrnila. Stare zidove zdaj prekrivajo spenjavke, mah in trava. Nekdanji hrup strojev je zamenjal šepet vetra in šumenje vode. Ko se spuščaš po poteh proti dolini, se zdi, kot da se vračaš v preteklost.
Kot da hodiš med dvema svetovoma, tistim, ki ga je ustvaril človek, in tistim, ki ga je narava ponovno oživila. To je opomnik, kako izjemna je narava pri obnavljanju same sebe in kako tudi najmočnejša človeška dela sčasoma premagata čas in narava. Številka 3. Rio Grande Rift, ZDA, razpoka, ki prečka civilizacijo, ti ni treba iti v odročne gore, da bi videl gibanje zemlje. Na jugozahodu Združenih držav Amerike, od Kolorada do Nove Mehike, obstaja izjemno široka in aktivna razpoka v zemlji, ki dobesedno deli svet na pol. To je Rio Grande Rift. Skoraj 700 km dolžine ta razpoka ni le geološka značilnost, temveč sila, ki je oblikovala sam videz celotne regije. Tukaj se zemeljska skorja počasi vleče narazen, kar naj bi se začelo pred več kot 30 milijonov let. Rezultat so globoke doline, strme gore, vroči vrelci in nenavadne oblike zemlje. Eden najbolj znanih delov tega je soteska Rio Grande, globoka in dramatična soteska, skozi katero teče reka Rio Grande. Toda to ne prinaša le razgleda, ta razpoka je razlog, zakaj je območje bogato z vodo, polji in vročimi vrelci. Od takrat do danes je to dom avtohtonih ljudstev in velja za sveto zemljo za številne skupnosti. Ko hodiš tukaj ali se pelješ po reki, si ne bi mislil, da je vsak tvoj korak nad živim razpokom, razpoko, ki se nenehno premika in oblikuje zgodovino, kulturo ter okolje Amerike. Številka 2. Khumbujev ledeni slap. Himalaja, groziča ledena razpoka na Everestu. Ob vznožju Everesta, še preden dosežejo vrh, morajo plezalci najprej prečkati eno najnevarnejših in najbolj očarljivih krajev na svetu, Khumbujev ledeni slap. Poje kot reka ledu, ki se nenehno premika. Vsak dan se premakne za 1 do 2 metra in ob vsakem premiku nastajajo nove razpoke, ledeni stolpi se podirajo in nastajajo nevarnosti, ki lahko končajo življenje kogarkoli, ki se povzpne. Ledeniške razpoke oziroma razpoke v ledu tukaj so izjemno globoke, lahko pogoltnejo celo stavbo. Zato, da bi prečkali, uporabljajo plezalci kovinske lestve, ki jih postavijo doktorji ledenega slapu, skupina pogumnih šerp, ki ustvarjajo pot skozi premikajoči se led. Ampak zakaj sploh nastane Khumbujev ledeni slap? Ker se ledenik spušča z vrha Himalaje, se ujame na strmem delu gore. Led na vrhu se premika hitreje kot spodaj, zato se lomi, razpoka in postane kot ledena gmota. Kljub vsem nevarnostim je njegova lepota neizpodbitna. Seraki se bleščijo v modri in beli barvi, povsod okoli pa vidiš gore Himalaje. Za alpiniste prečkanje lednega slapu Khumbu ni le preizkus, temveč tudi obred prehoda. Številka 1. Grjótagja, Islandija. Vroča razpoka med dvema celinama. In tukaj smo pri številki 1, majhni razpoki z veliko zgodbo. Na severu Islandije, blizu jezera Mevatan, je ena lavna jama, ki je na zunaj videti povsem mirna, toda znotraj je vroča in skrivnostna. To je Grjótagja. Okrogla, ozka in iz nje rahlo uhaja para. Od zunaj je videti kot preprosta razpoka v zemlji. Ko vstopiš, te pričaka naravni vroči izvir modre barve, ki ga segreva toplota zemlje. Včasih je bil to kopališče za domačine in po zgodovinskih virih naj bi v 18. stoletju tukaj živel izobčenec Hon Markosson, ki se je vsak dan kopal v vroči vodi jame. A vendar je Grjótagja več kot le vroča kopel. To je dobesedno razpoka med dvema celinama, Evrazijsko ploščo in Severnoameriško ploščo. Da medtem ko se sproščaš v vodi, sediš prav na meji dveh ločenih delov sveta. Ker je to del Srednjeatlantskega hrbta, počasi razdvaja Islandijo. In na krajih, kot je Grjótagja, lahko vidiš same rezultate, nove razpoke, premikajoča se tla in vročo vodo, ki izpareva iz globin zemlje. Kljub temu, da je to lokacija serije Igra prestolov, prava drama ni fikcija, temveč gibanje samega planeta pod tvojimi nogami.